Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, prav lep dober večer na Matici v okviru naših filozofskih predavanj, ki jih je zasnoval filozofski odsek Slovenske Matice in sicer v njegovem imenu profesor dr. Lenart Škof ob podpori in pomoči in predlogih člana našega upravnega odbora Slovenske Matice, profesorja dr. Edvarda Kovača. V preteklem letu smo že imeli dve predavanji, tretje smo prestavili na marčevski termin. Takrat bomo imeli predavanje profesorja dr. Boruta Vošlaja. V februarju nas čaka predavanje profesorja Andrejča. Danes pa imamo to veliko čast, da predstavimo oziroma vsi prisluhnemo v predavanju profesorja dr. Branka Kluna z naslovom Vračanje religije v sodobni francoski fenomenologiji. Profesora Kluna vam zagotovo ne rabim, vsem, ki ste se danes tukaj zbrali, prav posebej predstavljati. Je tudi že dolgoletni član Slovenske Matice, ugledni predavatelj na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in pravzaprav izjemen poznavalec fenomenologije, področja filozofske fenomenologije in tudi odnosa vprašanj, religioloških vprašanj, ki se ob tem odpirajo. Profesor dr. Branko Klun, izvolite. Hvala lepa za ta prijazen uvod, tudi hvala za povabilo, da sem vključen v to serijo predavanj iz filozofije religije, ki jo, kot rečeno, koordinira kolega Lenart Škof. Jaz bom tukaj danes obravnaval vprašanje, ki je kot naslov bilo predstavljeno Vračanje religije v sodobni francoski fenomenologiji. Ko govorimo o filozofiji sodobnosti, imamo malo bolj široke vatle, kar pomeni, da je segam že nazaj, tudi mogoče do 30 let. Se pravi, da sicer so zdaj nekateri novejši fenomenologi, če smem tako reči, zlasti Emmanuel Falk, ki je že nova generacija, že doktorant bil pri Jean-Lucu Marionu, ampak tudi on je rekel že tam gre proti 60. Hočem reči to, da so tudi nove objave, ki jih nisem tukaj toliko upošteval, ker bi rad vseeno odprl tudi sistemsko vprašanje. Se pravi, želim ne zgolj govoriti o predstavnikih fenomenologije, temveč postaviti problemsko vprašanje glede fenomenov, glede možnosti odpiranja fenomenov v tisto, kar lahko imenujemo presežnost. In ne nazadnje je potem v tem impliciran tudi odnos med filozofijo in religijo v širšem sklopu. Tako da bom pravzaprav začel na tak način, torej moje predavanje je strukturirano v 5 točk. Prvo bo fenomenologija kot smer sodobne filozofije, potem bo druga točka fenomenološko spoznanje in problem presežnosti. In šele potem bom prišel pravzaprav k trem tudi v povzetku omenjenim predstavnikom, Levinasu, ki je v veliki meri odgovoren za, lahko rekli, neko preusmeritev ali pa za nova področja, ki so bila vzeta kot predna fenomenološkega udejstvovanja in je tudi odprl fenomenologijo na tak način religiji. Zato je tudi Levinas vplival na druge avtorje, jaz bom potem naslednjega avtorja vzel Michela Henryja in na koncu že obljubnega Jean-Luca Mariona. Tako da bi rekel, da je pri vsakemu sem si tudi bo uspeli vprašanje presežnosti ali transcendence, če želite. In pri Levinasu bi lahko rekli, da je uspeli presežnost drugega, pri Henryju presežnost življenja, utelešenega življenja, in pri Marionu lahko tako imenovali presežnost danosti v zelo širokem smislu besede. Tukaj se malo igram tudi s slovenskimi možnostmi, ker danost je lahko prevod za francosko besedo donation, lahko je pa tudi v slovenščini danost kot nekaj, kar je stvarnost, kar je danost. In kar prvi točki jaz bom v bistvu bral, sem si pa tako napravil, da sem poskušal čim bolj argumentirati svoje točke, tako da
je verjetno pa tudi, kar se zadeva časa, je večja ekonomija, če bere. Torej, najprej sploh odprtje vprašanja fenomenologije pod smer sodobne filozofije. Fenomenologijo kot eno od poglavitnih smeri sodobne filozofije običajno povezujemo z njenim začetnikom Husserlom in Husserlovim asistentom in kasnejšim vplivnim filozofom Heideggerom. Kot veste, je Hribar prav pri Slovenski matici 1993. leta objavil knjigo Fenomenologija, kjer je tudi v prvem delu obravnaval ravno ta dva avtorja. In med prvimi, ki so recipirali fenomenologijo v Franciji, pa je bil ravno tudi omenjeni Levinas in nekoliko kasneje tudi Jean-Paul Sartre. Čeprav je fenomenologija dobila pri svojih predstavnikih različne poudarke in danes ne predstavlja enovite miselne šole, pa lahko vseeno izpostavimo ključno značilnost, ki predstavlja izhodišče in skupni imenovalec fenomenološko usmerjenih filozofov, ter ima dva med seboj neločljiva pojma, pola, zavest in fenomen. Tako da na eni strani gre za kritiko empiričnega pristopa k stvarnosti, ki pozabi na posebno vlogo človeka oziroma njegove zavesti pri spoznavanju stvarnosti. O stvarnosti, o resnici stvarnosti ne moremo govoriti, kako da človeka ne bi bilo, kar je pravzaprav dosti ideal naravoslovnega spoznanja, popolna bi lahko rekli odsotnost subjekta. Človek je namreč edino bitje, ki se zaveda stvarnosti ter sebe in drugih ljudi, zato je vsako spoznanje nujno vezano na človekovo zavest. In prav zato, ker ne moremo govoriti o predmetu na sebi, kot da se ga nihče ne zaveda, je spoznanje česarkoli vedno že srečanje zavesti in tistega predmeta, v širšem smislu besede, to neločljivo povezano z zavedanja in zavedanega imenujemo tudi fenomen. S to besedo se želi poudariti, da je fenomen, torej od človeka doživeta stvarnost, vedno več kot zgolj empirični predmet. Navkljub skupnemu izhodišču pa se hitro vzpostavijo razlike. Tako Heidegger zavest, ki predstavlja izhodišče za Husserla, nadomesti z živetim življenjem, znotraj katerega se to zavedanje ali zavest dogaja. Zato verjame, da mora filozofski razmislek, če hoče biti zares izvoren, pričeti znotraj živetega življenja, v prvoosebni perspektivi. In zato je vsak fenomen nekaj, kar doživljamo pod narekovaji od znotraj v živetem življenju, ter moramo biti pozorni na raznolike razsežnosti tega fenomena oziroma našega doživljanja. Tako da dejansko fenomenologija postane sinonim za prvenstvo prvoosebne perspektive, nasproti splošni prevladi tretjeosebne perspektive v empiričnih znanostih in empirično zaznamovanih filozofskih pristopih. Fenomenologija tem znanostim očita metodološko naivnost, ker pozabijo na poseben status človeka, njegove zavesti, in tudi človeka razlagajo kot empirično bitje v tretjeosebni perspektivi. Nasprotno pa se v fenomenologiji postavi vprašanje, kdo in kaj sploh človek je, če ni zgolj eno izmed ostalih bitij, ki jih empirično izkušamo v svetu, v smislu naturalizma. Kakšen način biti je zavedanje? Človek se izkuša v hkratni distanci in vključenosti v empirično stvarnost, tudi obenem ostaja sam sebi, nikdar povsem razložljiv. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ker tudi sam, ko imam predavanje tudi za ljudi, ki niso onkraj teologije, bolj bi lahko rekli psihološko-terapevtske smeri, ki so popolnoma vezane na empirično metodologijo, je pravzaprav zanimivo, kako je še vedno neka velika metodična naivnost ravno glede tega, da se verjame, da se tudi človeka lahko obravnava na empirični način, da se pozabi pravzaprav, da je v tem primeru človek ima nek poseben status in da ne nazadnje je to nasplošno nek problem znanosti in zato se mi zdi tudi vrednost, če želite, fenomenologije, jaz sicer ne rad uporabljam tako komplicirano ime, ampak je ravno v tem, da se vedno znova zavemo, da smo mi involvirani v to. Se pravi, če želite drugače, ni najprej znanost, pa znotraj tega človek, ampak je najprej človek, ki dela znanost. Človek bi lahko delal tudi kaj drugega. Tako da bi lahko tudi rekli, življenjski svet človeka, tisto njegovo prvo življenje, je tisto, ki je pravzaprav naravno in lahko rekel, fundamentalno obzorje za vsako dogajanje. Seveda tudi za spoznanje in nobeno spoznanje ne more popolnoma prečrpati te prvoosebne perspektive. Še enkrat, ko govorimo o prvoosebni perspektivi, to ne pomeni nobenega paca v subjektivizem, ker ne gre za to, gre za to pač samo mi subjekti spoznamo. Če želite, živali nimajo svoje zoologije in
Mi smo tisti, ki zasnujemo razumevanje stvarnosti, seveda nas pri tem vodi stvarnost sama. Ne gre nikoli za vprašanje. In tudi je seveda problem subjektivne resnice, ampak hoče predvsem to reči, da če hočemo imeti subjektivno, lahko rečemo subjektno spoznanje, ne moramo drugače, kot mi smo ljudje tisti, ki spoznavamo. Zato je vedno naivno, če se hoče tako ali drugače, če se ne reflektira, na kakšen način je človek vključen v kakršnokoli spoznanje. In ravno zdaj pride pa do tega problema, kar je moja druga točka, fenomenološko spoznanje in problem presežnosti. Ker prav vključeno spoznavajočega človeka v spoznanje česarkoli, to pomeni fenomena. Kot smo rekli, samo človek vrši spoznanje, pa zaostri vprašanje spoznanja in resnice. Povsem jasno je, da je cilj fenomenologije kot vsake filozofije spoznanje tega, kar resnično je. In kar je v tej resnici neodvisno od človekove manipulacije in prikrajanja po lastnih željah. Običajno to imenujemo objektivno spoznanje, toda to lahko sprejmemo samo, če vemo, da tudi objektivno spoznanje vedno vršijo subjekti, kar pa ne pomeni, da je spoznanje subjektivno. Filozofijo oziroma fenomenologijo zanima, kakor pravi Husserl, stvar sama. In razmislek o vključenosti zavesti želi doseči prav to. Kdaj se mi neka stvar daje in razodeva kot ona sama v svoji lastni resnici in ne kot produkt mojih lastnih interpretacij. Toda tudi ko pride do spoznanja resnice, kar v fenomenološkem smislu pomeni izvorno doživetje ali izvorna danost fenomena oziroma stvari same, se pojavi vprašanje, ki ga zaostri filozofija v nas, ali je sploh možnost spoznanja nečesa povsem drugega. Seveda je vprašanje paradoksalno, kajti Husserl in Heidegger bi odgovorila, da pri vsakem fenomenu iščemo to, kar je njegovo lastno, drugo od nas. Torej ne nekaj, kar bi mi zavest subjekt našali vanj. Toda Levinas ima v mislih nekaj več. Gre za to, ali človek presega samega sebe, ali gre lahko onkraj meja svojega spoznanja in ima odnos do presežnosti, ki je ni moč privesti v meje lastnega spoznanja. S tem Levinas zaostri samo vprašanje človeka in njegove subjektivnosti, oziroma njegovega načina biti, namreč kdo in kaj človek sploh je. Levinas v fenomenološkem obratu k prvoosebni perspektivi vidi nevarnost, da človek ostane ujet v meje in končnost svojega spoznanja, ki ne dopušča česarkoli, kar bi bilo povsem drugo in transcendentno. Pogledano z drugega zornega kota, ali ima človek lahko odnos do transcendence, ki ne more postati fenomen za njegovo zavest in se ne podredi človekovi imanenci, toda ali to ne vodi v paradoks, ali celo aporijo, da je resnična transcendenca, torej presežnost, drugost nemogoča. Če se je ne zavedamo, je ni, če se je zavedamo, ni več povsem presežna. Zato postane kaj hitro jasno, da fenomenologija ne more ostati zgolj pri redukciji, ki vse, kar je, pripelje nazaj, torej reduko, na njegovo danost v zavestnem spoznanju. To je potrebno na novo premisliti vlogo zavesti oziroma subjektivnosti. Ali naše temeljno izkustvo, da smo v odnosu do takšne stvarnosti, ki nas presega, tako pri doživljanju sveta, kot pri doživljanju drugih, ali celo pri doživljanju sebe, ali ni to naše temeljno izkustvo, da smo v odnosu do stvarnosti, ki nas presega. Zato se zdi, da mora fenomenologija napraviti še dodaten korak. Če je bil prvi korak vključitev zavesti, je drugi korak v vedenju, da je potrebno iti preko zavesti, transcendirati zavest, pa naj se to sliši še tako paradoksalno. Že Heidegger v razvoju svoje fenomenologije napravi ta korak, vendar presežnost, ki jo pripiše biti v odnosu do človeka, ostaja dvoumna. Človek sicer prejema svoje mišljenje od presežne biti, ki pa po drugi strani ne obstaja brez človeka in zato njena presežnost ostaja vprašljiva. Nasprotno pa fenomenološki problem transcendence najprej in najbolj radikalno zaostri Levinas, ki obenem ta problem poveže z religiozno dimenzijo oziroma s vprašanjem Boga. Religiozna razsežnost je namreč v bistvenem smislu povezana s vprašanjem presežnosti, ki pri človeku zahteva radikalen obrat. Če vzamemo religioznost, torej religiozno presežnost, človek sebe razume kot drugotnega, glede na prvotnost tistega, kar ga presega, in v tem smislu je tisto, kar ga presega, tisti presežni temelj v religioznem smislu. Obenem pa mora ta presežnost izkazovati takšno danost, da je človeku načelno, torej v principu, da je človek načelno ne more podvreči svojemu spoznanju, ker običajno pomeni presežek glede kategorij, ki vodijo določeno človekovo spoznanje. Torej, mislim, da je jasno, če samo tako pogledate, kaj je napravil Heidegger. Heidegger je zelo pametno rekel, recimo, če mi obravnavamo religiozni fenomen, mimogrede filozofija religije se rodi, je čisto novoveška zadeva. To je v času Kanta se razvije filozofija religije. Prej sploh religija ni fenomen kot tak, vprašanje Boga je seveda se skozi navzoče filozofsko.
In ko pa Heidegger recimo ravno napravi nasprotno, napravi vprašanje Boga, moramo vedno se vprašati, kako se ta Bog dogaja v živetju življenju. Toda nevarnost je to, ko mi poskušamo, in to je pametno vprašanje, se pravi, ne bomo govorili o Boga abstraktno kot nekaj na sebi, ko napravimo to fenomenološko redukcijo, da rečemo, kako se Bog doživlja, kako se vzpostavi pomen tega, kar mi imenujemo Bog, je pa seveda vedno problem, da mi lahko rečemo, da ostane samo še konstitucija pomena, brez kakršnekoli reference do neke presežne stvarnosti, oziroma če želite presežnosti. Zato je v temelju, v ozadju, še vedno filozofija ostaja epistemologija kot neka zelo pomembna zadeva. Se pravi nasplošno, kaj mi lahko spoznavamo, kako spoznavamo v globalu. Tako da, to samo pravi, da sploh vidimo, da Levinas tukaj mu ne gre samo za, kar bom zdaj rekel, pač poskuša pokazati nek ta fenomen drugega, da ga odvzame tej imanenci, ampak da gre za nekaj zelo pomembnega, ali pa če želite, da gre za vprašanje, če je novoveški človek, če je z Descartom, ne kot radi rečemo tako malo šolsko, da pride ko brata k subjektu, da pravzaprav zato, se veste, klasična beseda subjekt, ki pokaj nima nič veze z neko osebo, ne? Vsaka stvar, ki sama stoji, je subjekt. Ampak ravno to je zanimivo in emblematično, da pravzaprav novoveški subjekt postane človek. Da je človek tisti, do katerega se mora vse izkazovati v svoji, drugače tistega ni, če se ne pokaže, ali pa če vidite v Husserlovi verziji za človeško zavest. Ampak seveda, ko se pa pokaže za človeško zavest, se pa vedno postavi vprašanje, ne, kaj je tista objektivnost poznanja, imate lahko Kantovo zadevo, da je stvar na sebi, ki ni spoznatna, Husserl seveda sploh noče to. Da se razumemo, ne gre za to, mi hočemo vedno spoznati, kaj stvari so. Absolutno. Ampak gre pravzaprav za vprašanje, ali lahko v tej relaciji do našega zavedanja pravzaprav doživimo fenomene v njihovi, dobesedno presežnosti glede na možnost, da jih mi dojamemo. In to je ključno tudi za religiozni odnos. Kakorkoli že to o tem poskušamo govoriti. In zdaj grem torej k Levinasu in vprašanju presežnosti drugega, ki ga on zastavi. In dejansko, ne se to reče, Dominik Žaniko sem ga citiral v povzetku, on je napisal takšen polemičen spis, kjer je pravzaprav se uprl temu, da je toliko francoskih novih filozofov se na tak velikodušen način odprlo religiji. Ker je rekel, čakaj malo, to je pa malo hudo, Levinas je tako, kot Jud je prinesel neko, pač na nek način, če želite, Nemci bi rekli, Bog je postal spet filozofsko salonfähig, spet ga lahko vključimo v razumevanje, prej je bil tako rekoč, prej ni imel dostopa v tej, rekel, sekularnih parametrih, in zato že neko pravi, čakaj malo, to gre predaleč, in potem tudi izpostavi prav te ljudi, seveda, in Levinas je eden izmed tistih glavnih krivcev, ki so na nek način odprli ta jez, da je spet se pojavilo vprašanje tudi o Bogu, tudi o religiji znotraj filozofije, da je dobilo, če želite, neko domovinsko pravico. Zdaj, nekateri so pa reagirali, da je to kolonizacija sa strani religije in da pravzaprav fenomenologija je v temelju sekularna in tudi, če boste videli, tudi moje odgovor ne gre v to, da gre tukaj za neko ideološki spor, ampak gre za vprašanje, kako razumemo fenomene. Spravi, želim iti in se tudi vam ne predlagati ničesar drugega kot razmislek o tem, kaj ti ljudje, ko razmišljajo, kako sploh, čem je bistvo fenomenologije. Ker kot rečeno, obstaja ta paradoks, da je fenomenologija lahko zaprta vase. Torej, pri Levinasu imamo presežnost drugega, tukaj že marsikaj poznate, pa bom vseeno na hitro šel skozi. Če je tradicija zahodne metafizike, ki je na bistveni način zaznamovana s Platonom, presežnost človeka prepoznala v možnosti njegovega uma, da vzpostavi odnos do idejnih danosti, ki niso podvržene minljivosti in se neodvisne od spreminjajoče se izkustvene stvarnosti, pa Levinas to metafizično presežnost ne poskuša obuditi s pomočjo uma, ki ga je fenomenologija, zlasti v Heideggerovi verziji, podvrgla dinamiki življenja, v katerem se umevanje dogaja, in mu odzela njegovo nadnaravno mesto, torej uma. Ker mimogrede to nadnaravno mesto je še vedno
ne zavedajoč se v vseh znanostih. Se pravi, znanosti še vedno predpostavlja matematiko, mimo grede sama ni naravoslovna znanost. Matematika je sploh naravoslovna znanost. Če ste kakšnega srednješolca vprašali, kako je naravoslovje. Sploh ne, matematika je čista formalna veda. In prav tisto je zanimivo, če vidite, dobro, sem toliko, da je še vedno metafizika prisotna v celotni znanosti. Torej, za Levinasa se presežnost, metafizičnost dogaja v medosebnem odnosu, ki ga Levinas imenuje tudi etični odnos. Levinas skuša s fenomenološko analizo pokazati, da se v odnosu iz oči v oči, torej nek osebni drugi, razodeva kot poseben fenomen. Torej, zdaj poskušamo fenomenologijo aplicirati na fenomen drugega. Lahko bi rekli, tako kot Heidegger bi rekel, mi smo že vedno z drugimi, kar je absolutno neka konstatacija, ampak bi lahko rekli, Sartre je celo rekel, da je Heidegger drugi, tako kot vi zdaj, da vsi sedite, pa ste obrnjeni gor. Veste, kot če v avtobusu sedite, gledamo vsi v isto smer, takrat smo drug z drugim, smo tako kot v čovnu, ko veslamo, ampak čisto drugače je, včasih študentom rečem, v avtobusu, kot se ti pa nekdo nasproti usede, takrat se ti pa malo čudno, veš, kam bi gledal, ker te njegova prisotnost povsem drugače ne govori in Levinas poskuša ravno to reči, da ne moremo samo govoriti, da smo z drugimi v tem svetu, ampak kaj prinese dejansko ta odnos iz oči v oči, če želite face a face, in zato tudi ta njegova fenomenologija obraza ali obličja, ki pravzaprav ni nobena mistifikacija, ampak gre za vprašanje te paradoksnosti, paradoksalnosti, da se drugi razodeva kot nek fenomen, ker to pač, če se razumemo, fenomen je vse, karkoli se nam daje spoznati. Če si vidim Pitagora izreke, tudi to fenomen. Fenomen je vsaka stvar, ki se tako ali tako drugače nam razodeva. Tako da v fenomenologiji je fenomen ime, ki pokriva vse, karkoli je. Seveda se pa pojavlja vprašanje, na kakšen način je nek fenomen, kako ima svoje lastni način biti. Torej, in Levinas poskuša prav to pokazati, da je pred človekom tudi vseeno ne bom čisto vsega bral, ker se boji, da bom potem šel, da bom prepozen. Se pravi, s tem hoče reči Levinas, da kaj je tisti fenomen drugega in hoče reči fenomen drugega, mimo grede, to je že pri Kantu zelo zanimivo vprašanje. Ni treba iti, že Kant ve, da drugega vedno srečam v svetu. Srečam v svetu, se pravi, se enako konstituira, če želite, kot se vsi drugi fenomeni konstituirajo v svetu. Prav zato moram pravzaprav jaz imeti poseben odnos do njega, ki se imenuje Achtung, ki se imenuje spoštovanje. Ker mu priznavam, da bo rekoč isto fenomenološko danost kot sebi samemu. Se pravi, da ga ne konstituira, če želite, zgolj moj teoretični kako konstituira druge stvari, ampak moram nujno vključiti, če želite, praktični ki zahteva spoštovanje. Se pravi, tudi pri njemu ima drugi posebno fenomenalnost, kljub temu, da se pravi, se pokaže kot fenomen, kot si drugi fenomeni v svetu. To zato pravim, ker Levinas poskuša pa nadalje dati, kako se mi drugi daje. Se pravi, fenomen se na nek način daje nam razumeti. In on pravi, drugi se mi daje razumeti na nek poseben način, kjer pravzaprav pride že nek temeljni imperativ v samo igro. Se pravi, na nek velelnik pride v igro, drugi me na nek način nagovarja. Drugi me kliče, drugi, če želite, naslovi klic, apel. Ni tako, nimamo narativno, nimamo, kako bi se reklo, indikativni naklon, ampak imamo imperativni naklon. In seveda to je zelo težko. To bi bila naturalistična zmota za Angleže, ker kako ne ti privede, kako ti sploh ne bi prišel do nekega, kaj mora biti, ne moreš tega nikoli zaključiti iz neke danosti nečesa. Ampak za Levinasa je to ključno in on celo gre tako daleč, da pravi, da je to najbolj temeljno izkustvo človeka, kajti lahko bi tudi tako rekli, da dejansko kako se človek kot človek v svoji genezi vzpostavi, je vedno skozi najprej dejansko, če želite, obličje matere, očeta in dejansko smo mi uvedeni v svet, v naše zavedanje, dejansko skozi takšen odnos, skozi odnose in zato je to v neki gramatiki našega izkustva drugega, da sem od drugega na nek način poklican. In s tem hkrati Levinas prinese pojem odgovornosti, ki mu omogoča, da tako rekoč v fenomenu drugega prepozna rojstvo moje, tako rekoč, neke neskončne odgovornosti. Tako da imate pri Kantu, imate velike podobnosti in razlike, pri Levinasu.
imate podobnosti tudi do Kanta, ne, ker je nekaj, bi rekel, je ta ključni odnos do drugega, pravzaprav to, kar bi Kant rekel, moja zavest dolžnosti, kakorkoli že, celo kot veste, Kant govori o factum der Vernunft, in nekaj podobnega je ta Levinasova odgovornost. Se pravi, nekaj, kar jaz čutim, da mi je za drugega mar. Zdaj, nekdo bi lahko rekel, se veste, vse lahko naturalizirate, vse lahko prevedete v psihologijo, pa reče, to je pač nekaj, kar se mi zdi, ne? Ampak to se mi zdi zelo pomembno. Zakaj? Ker s tem Levinas odpre vprašanje nečesa, kar je seveda globoko tudi povezano z religioznostjo. In Levinas, bi lahko rekli, v tem fenomenu odnosa do drugega, ki za njega ni poseben fenomen, ker samo drugi me na tak način nagovarja. Se lahko ste vprašali, kako me nek pes, ki te tam lepo gleda, kako me on nagovarja. Nekaj podobnega je tudi en Berlusconi, zdaj znam. Je rekel, ali ima Bobby tudi obraz, tako, pes Bobby. Ampak Levinas bi dejansko nekaj posebno mislil o človeku, tako kot ga daje Kant, je samo človek sposoben takšnega nagovora, ker je v istem kraljestvu, bi lahko rekli, tisti, ki so razumni, ki so sposobni govora. Zakaj to pravim? Ker s tem pokaže Levinas tudi hkrati, kaj je bistvo presežnosti. Se pravi, da ne kaže, transcendenca ni transcendenca sveta. Transcendenca niti ni transcendenca to, kar je platonična metafizika, transcendenca idejnih stvari, ki na svoj način so transcendentne. To še danes velja, mimogrede, to je še danes. Pitagor izreka, veste, kaj se je začel, ali se ni začel, ali bi bil to, če mene ne bi bilo, na nek način, je vse minljivo, ampak Pitagor izreka ni minljivo. Se pravi, tudi to je neko validno vprašanje, ampak Levinas pa nasprotno od Grkov in njihovega razumevanja religije, ki je na poseben način povezana s svetom, kozmosom, je pri Levinasu religija, če želite, biblično povezana s sočlovekom, z obrazom drugega, in zato tudi Bog pravzaprav je osebni Bog. Zdaj, kakorkoli to lahko razumete, da greste preko od drugega do Boga ali pa obratno, v vsakem primeru gre za neko specifično razumevanje religije, ki je kot takšna vezana na medčloveški odnos. V judovstvu, če želite, je svet podrejen medčloveškim odnosom. To je malo močna stvar, ampak to pomeni, vse je ustvarjeno pravzaprav za nekega naslovnika ali še drugače, vse je stvarno za odnos. Zato celotna, bi rekel, ta odnosna ontologija, se pravi, ta presežnost odnosa je ključna, zato mimogrede celo krščanstvo ni moglo ostati pri grškem pojmu zije, pri pojmu neke substance, substancialnosti, ker je odnosnost večja od substancialnosti, ker je odnos tisto, kar presega substancialnost. Jaz pravičujem, da malo dosti stvari navržem, ampak s tem sem hotel reči, da Levinas pokaže, da je pri nekem fenomenu sočloveka, da fenomenologija pride do svojih meja, da pride nek obrat fenomenologije, da mora fenomenologija priznati, da pravzaprav pred drugim vidim, da sem jaz od njega nagovorjen, da zgubim jaz tisto središče, kjer jaz tako rekoč podeljujem fenomenološki smisel vsemu, kar mislim, da z drugimi skupaj, kar obstaja, več, da tako rekoč ima drugi poseben status. In kot rečeno, za Levinasa je to tudi edini vstop v religijo. Za Levinasa je edina religija, tako bom rekel, on ima tudi pozitivni odnos do besede religija, ima pa negativni odnos do besede teologija. Ker o Bogu nimamo kaj povedati, on bi rekel, da to celo reče, rajši imeti Toro kot Boga, rajši imeti postavo kot Boga. Ker pri Bogu si ti naredi svojo lastno idejo, to je Bog. Tora je pa tista, ki reče, to izvršuje, to dela, daj kruh lačnemu. In hkrati tudi hoče to reči. Edini pot do Boga, edino to, kar Boga dela smiselnega, je pravzaprav etika. Je tisto, se pravi, če ti imaš izkustvo odgovornosti, če imaš izkustvo presežnosti dobrote, to je še tista stvar, ki sem tukaj pozabil, da tukaj gre za neskončnost. Tako kot je neskončnost nekih idej v platonski metafiziki, gre tudi tukaj za neko neskončnost odgovornosti. Za neskončnost dobrega. Gre za fenomen, da dobro nima konca. Zdaj, vse ima konc, če jaz mislim, ima konc. Potem pač, kakorkoli bi že Hegel rešil, da mora biti konc, pa ne konc, ne dialektično posredovan. Hočem to povedati, da se tukaj pravzaprav zaostri. In zdaj bi šel pa naprej, pa bom mogoče kar sam več povedal, da ne bom
vsega prav, ker vidim, da vseeno potem je malo prehitro minimo čas, tudi kasno, če tako štrepacirati. Hotel sem dati tudi primer Michela Henryja. Michel Henry, on je pač živel 1922 do 2002, njegova zadnja knjiga Besede Kristusa je prevedena tudi slovenščina, sicer ne vem, zakaj je Jezusove besede, v resnici so misle Kristusove besede, ampak kaj je zanimivo, da Henry vstopa v filozofijo, če želite, popolnoma sekularno. Vstopa kot nekdo, ki ga zanima Husserl, ki ga zanima fenomenologija in šele dokaj pozno pride do nekih uvidov, da je tisto, kar on išče in kar se dogaja, pravzaprav na nek poseben način tudi v krščanstvu prisotno. Zato bi rekel, on ni, se šele pozno odpre takšni religiozni misli. Zato bi rad, da gremo nazaj, mogoče samo tega, kje pa on vidi, bom rekel, presežnost, ker enako vedno gre za to, da bi rekel, gre za doživetje tega, da naša zavest ne more obvladati stvarnosti, da imamo pravka s fenomeni, ki so na nek način presežni. In če rečemo tako malo schematično ali pa pedagoško, on ne gre navzven, ne gre k vprašanju drugega, tako kot Levinas celo reče, ko ima knjigo Totaliteta in neskončno, potem reče esej o eksterioriteti, o zunanjosti, o nečem, kar je popolnoma zunaj. Lahko bi pa rekli, da cel Henry je pa esej o interioriteti. Gre pa pravzaprav za to, da se on vpraša, ok, fenomenologija začenja z zavestjo. Zavest vedno je tako rekoč usmerjena v neko spoznanje. Zavest odpre vedno neko obzorje, znotraj katerega potem nekaj se sploh lahko razume. To se pomeni tudi intencionalno zavesti. Še enkrat, kot zavest, prosim, nič ne smemo tega reificirati. Gre se kot naše zavedanje. Naše zavedanje je tako rekoč, mi vršimo svoje zavedanje in ta zavedanje se na nekaj nanaša. Ampak on pravi, ok, samo to zavedanje je pravzaprav čudno, ker je vedno neka ekstatična stati ven do nečesa, v odnosu do nečesa, samo najprej mora pa tista stvar sebe, bom tako rekel, zelo preprosto čutiti. Malo tako, kot če hoče moja roka, to je sicer zelo pontijo primer, otipati ta mikrofon, mora najprej sebe čutiti. Zdaj, če nam roka zaspi, pa se še ne zbudimo, mi predpostavljamo, da je avtomatsko, da to čutimo. In podobno bi rekel tudi Henry. Henry bi rekel, to, da mi smo sploh neka, če želite, intencionalna zavest, se nam mora najprej, bi rekel, že razodevati v sebi življenje, namreč kot občutje, kot neko, se pravičujem, občutje, ki je potem tudi interpretirano kot življenje. Mi moramo najprej, bi rekel, zavest mora sebe občutiti, ampak to občutje je popolnoma drugače, ni več intencionalno. Intencionalnost je, ko mi nekaj mislimo in mi mislimo to kot drugo od sebe, kar je normalno. Takrat, ko nas nekaj boli, jaz smo zdaj nekaj težavno proti bolečinsko tableto, je problem bolečine ravno to, da je popolnoma poistovetna stava. Tako rekoč, ni nobene možne distance. In prav to bi on rekel, v nas samih je najprej sebe občutje, ki omogoča, da jaz sploh šele kasneje odpiram in vstopam v svet, ali če želite, to sebe občutje nič drugega kot od znotraj živeto življenje, ki je za nekaj hkrati od znotraj živeto meso ali telesnost, se pravi fenomenološko gledano od znotraj živeto telo, ne ki ga izpodiktiramo zunaj. In zato on tudi pravi, da pravzaprav mi s tem, ko gremo vedno v svet, ko razmišljamo o svetu, prav tako pozabimo na to notranje življenje, ki nas resnici omogoča. Se pravi, na nek način smo tako, kot jaz sem rekel, če moja roka nekaj tipa, jaz pozabim, da je predpogoj, da ona tipa, da jo res najprej čutim. Ker to vzame za samoumevno. Zato bi tudi rekel, Henry, jaz pozabim to sebe občutje, se pravi, občutje je pred intencionalnostjo, je pred razumevanjem, je pred umevanjem. In to občutje, kot rečeno, je popolno sovpadanje s seboj same, kar je zelo težko razumeti, ker pomeni tako, kot rekel, in zato je tudi življenje, pravzaprav je pa prav to. Življenje je sebe, občutje življenja in to je za njega tudi še pred biti zunaj do česarkoli, to pomeni tudi celo biti pred prostorom in pred časom. Ker šele naša intencionalnost odpre intenco, čas, subjektivnosti. Po drugi strani pa seveda tisti glavna zadeva je pa ta, ali sem jaz ta notranji temelj mojega življenja. Če se tako reče, pa si reče, aha, to pa zdaj še pol že dokaz za Boga.
Ja, ampak on gre ravno v to smer. Jaz na nek način moram priznati, zdaj to je fenomenološki fenomen, da jaz od znotraj ne obvladujem, nisem jaz tisti, ki sebi dajem do sebe občutje. Se pravi, od znotraj trčim na nekaj, kar sem jaz sicer sam, ampak kako da to prejemam, kot da samega sebe prejemam. Da sem živeči v moči nekega predhodnega življenja, ali občutenja, ki mi je dal. Mimogrede, to je tudi njegova, se imenuje materialna fenomenologija, ker je to, bi rekel, življenje mesa, kot on reče, to je naša inkarnacija. To je to, da smo mi, ker inkarnacija ni razumevanje od zunaj naše telesnosti, ampak tako rekoč to sebe občutje, ki je hkrati življenje. In zato je to življenje presežno. In potem pa on bere mojstra Eckarta, pa bere Janezov evangelij, pa vidi pravzaprav to, da je v ozadju ta identiteta. Jezus reče, jaz sem življenje. On ne govori o nečem. Tako rekoč, on celo reče, pravzaprav, kar življenje lahko govori, če želite, kako govori bolečina. Bolečina ne govori, da mi o njej govorimo. Bolečina govori na svoj način manifestacije, razodevanja fenomena v tem, da boli. In zato tudi on pravi življenje, mi pozabimo, in znanost pozabi, in biologija, ki govori o življenju, ne bi pozabi na življenje, ker v resnici je to življenje najprej izkušeno od znotraj kot nekaj, kar hkrati presežno. Zato on pride, da je Bog, če želite, potem življenje z veliko začetnico. Zato reče, kaj pa, malo tako, če želite, on napravi filozofijo krščanstva. On svojo fenomenološko analizo tega presežnega fenomena življenja v meni potem aplicira za svoje branje krščanstva. Zato tudi seveda ne bi bil vedno po katekizmu in bi mu nekateri rekli, ker ostane tam filozof, ne? Ampak on pravi, da je to za filozofijo krščanstva, kjer pravi, da je Jezus prav tisti, da če vidite, Bog sam je življenje in mi smo vsi na nek način sinovi življenja in pa gre celo tako daleč, da ja, in to življenje, kot rečeno, je tudi življenje, ki je nekaj materialnega. To je zelo zanimivo, se pravi, to, kar on reče fenomenologija materiel, se pravi materialna fenomenologija, ne, zvano, kar je nekaj druga. Se pravi, tukaj imamo zdaj drugo smer. Na eno stran smo imeli presežnost fenomenov drugega, imamo pa presežnost fenomena v meni samem. Kaj pa napravi Marion, bo pa pač malo bolj na hitro. On pa reče, pravzaprav, kako je zdaj s temi fenomeni in kako je tudi s fenomenologijo, kako je zdaj s fenomenološko redukcijo. A jaz te fenomene vzamem resno, da so neki presežni fenomeni, kot je recimo življenje pri Modriju, pa telesnost, za njega isto, živeto telo ali pa življenje za njega isto, in drugi človek. In potem se vpraša, kako je zdaj to, ker klasična fenomenologija ne priznava te transcendence, ne priznava presežnosti teh fenomenov. In potem se seveda vpraša, če ti fenomeni, če jih te vzamem resno, potem se mora spremeniti samo razumevanje fenomenologije. To je prva zadeva. Druga zadeva je pa ta, kateri so ti fenomeni. Je kakšen red? Je tle slučajno, da je nas to izbral, Mondri pa drugo izbral. In dejansko poskuša Marion to napraviti. Marion poskuša pokazati oboje. Prvo hoče reči, da dejansko mi imamo opravka, to, kar je rekel, obraz drugega, obličje drugega, ali pa življenje v meni samem, moja lastna utelešenost, da to je dejansko nek fenomen, ki se daje samo od sebe. In kaj je značilno za ta fenomen? Da je tisto, kar se daje, nemogoče zaobjeti z mojo intencionalnostjo. Zato on celo govori o teh nasičenih fenomenih. Malo tako, kot če bi vi prišli z lončkom k vodi, in ta voda skozi tekla in z lončki se hitro napolni, naša zavest se hitro napolni in se nasiti. In pa gre voda čez. In drugim je tako rekoč brez konca in kraja kliče, zato tudi, ko jaz odgovorim, nisem nikoli na koncu. Imam tako rekoč neskončno odgovarjanje in v tem smislu neskončno odgovornost do drugega. In s tem on reče, ampak, gledajte, fenomenologija ne more biti, fenomenološka redukcija ne more biti, da mi vse speljemo na zavest, ne, je pomembno, da se mi zavemo, da smo naivni. Mi moramo napraviti še en korak, da mi potem, ko se tega zavedamo, tudi rečemo, kaj se pa zares kaže kot ono samo, kaj se daje. Spravi, fenomen se mora sam dajati. Fenomen, tako rekoč, in to je tista donation, to je tisto se done. Sebe in on bi rekel, drugi se daje sami sebe. Ko jaz napravim nek načrt za hišo, sem jo jaz napravil. In ta načrt, bi rekel, ni noben presežni fenomen, ker je vse določljivo.
pri drugem gre pa za nek presežni fenomen. In zato se on dejansko napravi novo redukcijo, ker pravi, redukcija fenomenološka mora iti ne v smer zavesti, ampak v smer, kako se tista stvar daje sama od sebe. Seveda, tako je klasični, še tako v luft bi rekli, to je spet neka nova naivnost, ampak pustimo. In hkrati drugo vprašanje je pa to, da ti fenomeni niso kar arbitrarni in on dejansko napravi 4 zvrsti fenomenov. Smo rekli, zakaj 4 zvrsti? Ker ti fenomeni na nek način grejo onkraj naših kategorij, onkraj sposobnosti našega kategoriziranja, razumevanja, intencionalnosti. In on pravi Kant, to je zame Kanta, pravzaprav pravilno spozna 4 vrste kategorij. Veste, kvaliteta, kvantiteta, modacija, modalnost, relacija. In mimogrede, te kategorije niso slučajno brane. Notranja logika. In zato on pravi pravzaprav, Kant napravi prav to. Kant pravi, da se vse lahko pojavi samo znotraj teh kategorij. Če se hoče sploh pojaviti, pa se ne more pojaviti. In Marion pa potem reče, ja, imamo očitno fenomene, ki presegajo te kategorije. Tako kot sem rekel, ki nasitijo te fenomene. In zato bi on recimo rekel, da je telo, je preseganje moje lastno telo relacionalnosti. Ker se tako rekoč ne more imeti relacije do svojega telesa. Dobesedno, ker sem že svoje telo. Namreč fenomenološko, hočem reči, nadalje smo lahko vidim svoje telo, tudi naknadna objektivacija. Sem kot rečeno, tudi da je sploh na sebe ne pričutiti, da pa ni nobene relacije, ker sem tako rekoč je sam. In potem pravi, zato on potem napravi ta 4, malo se čudno sliši, potem reče, zakaj je zdaj ikona je isto kot obraz, to je ena zvrst nasičenosti, to je glede na modalnost, ne bom šel zdaj detajle, on uvede potem poleg, bi lahko rekli, drugega kot pa telesa, še 2 zvrsti fenomenov, to je dogodek, ki zelo podobno, če poznate pri Derridaju, je dogodek prav v tem, da je dogodek ravno takrat, ko ga vi ne morete napovedati. Ker če ga napoveste, potem ni dogodek, potem je samo podaljšana sedanjost. Če se računalnik vtipka in kaj ne izvede, potem se že zdaj določil, kar se bo zgodilo. Spravi, zato imate ta paradoksalno zadevo pri Derridaju, da če nekaj lahko razumeš, potem tista stvar sploh ni, po drugi strani, tako lahko bi preprosto rekel, da če jaz nekaj razumem, kaj se bo zgodilo, pa to sploh ni prihodnost. In prihodnost je ravno, da nič ne morem razumeti, ampak kako pa to sploh narediti, zato je to hkrati nujno in nemogoče reče. Povedno drugače, tudi dogodek je nek presežni fenomen in s tem pa hoče pokazati, dati novo razumevanje tega, kaj sploh fenomenologija je. Spravi, Marion hoče reči, fenomenologija se ne more ustaviti samo pri teh običajnih fenomenih. In celo tako je, v njegovem razvoju, on je najprej začel s tem, da so ti fenomeni nekaj posebnega, tako kot pri Henriju, pa kot pri Levinasu. Potem pa reče samo, ali mi ne živimo v stvarnosti, kjer je več presežnih fenomenov in manj takšnih popolnoma razumljivih fenomenov. In s tem hoče, da obrne celo zadevo, tako rekoč, da subjekt na nek način razsredišči in reče, ali ni na začetku priznanje, da smo mi že obkroženi z presežnimi fenomeni. S tem pa seveda odpre pot, če želite, tudi neki drugačne religioznosti, ker je pa nekaj pri njem jasno. Jaz ne morem nikoli določiti nekega fenomena, tako kot ne morem določiti dogodka. Jaz sem šele naknadno, post festum se mi tisto, ko se dogodek da, on opisuje ravno recimo neko takšno predavanje, ki ga ima, reče še, ta dogodek je po svoje popolnoma nepredvidljiv in šele kasneje jaz razvijem razumevanje od njega, ampak on vedno presega, vedno bo lahko že tu prišel, da bo še to najdel. Vedno je presežen in zato Marion pravzaprav s tem odpre pot, tu smo reči, vsak fenomen se mora sami sebe razodeti. Tako kot se razodene drugi človek, ko me kliče na etični način. Nismo mi tisti, ki določamo logiko fenomenov, ampak ko se ti fenomeni kažejo, hkrati, če želite, imajo sabo tudi že logiko svojega razodevanja. In s tem pa hkrati da prostor Božjemu razodevanju. Kaj to pomeni? Tle pa je tisto, kar seveda potem mnoge zrevoltira, ker mi vemo, da je Marion kristijan, sem katoličan, je bil tam z Juštrižejem, je bil v skupini tistih mladih, ki so si takrat pristavljali za, bi lahko rekli, neko krščansko
prenovo življenje, ne? Po drugi strani je pa šel vse francoske postaje popolnoma, bi rekel, sekularne filozofije, tako da mu ne more nihče nič reči, ker je vse naredil na, bi rekel, način, kakor, ne? In tudi na Sorbono je prišel popolnoma po vseh francoskih kriterijih, ne? In ima tak zelo poseben status, da si lahko dovoli. Ampak kaj potem on pravi v fenomenologiji? Se pravi, če fenomenologija na koncu ne pride do tega, da se mi zavemo, da pravzaprav tako kot nek projekt Husserla, ki postane nek nov idealizem, kako bodo vsi fenomeni pravzaprav razumeli, kako bomo mi razumeli živeti v tem svetu, ampak pravzaprav pride do tega, da smo mi že vedno v neki stvarnosti, ki nas presega. Da smo že vedno odgovarjajoči in da zaradi tega je treba dopustiti možnost, da se tudi razodene, da pride do razodetja, ki ga imenujemo v striktnem sensu religiozno razodetje. Ker kaj pomeni religiozno razodetje? Na čem je utemeljena, če želite, da je utemeljeno krščanstvo, poleg judovstva? Pomeni to, da se je tista presežna stvarnost, kako že razumemo, sama po sebi, po svoji iniciativi razodela. Se pravi, zato tudi on zavrača vsako naravno teologijo, vsako tisto, da bi mi dokazovali, to je moj popolnoma tuje, zavrača tudi metafiziko, v smislu, da je Bog nekaj glavni vzrok ali karkoli. On pravi samo to, do česar lahko pride filozofija, je samo to, da prizna, da je fenomenalna stvarnost vedno večja od vsega, kar mi lahko mislimo. To pa pomeni, da filozofija ne more reči, da razodetje ni možno. Dvojno negacijo sem dal. Ni možno, da bi rekli, da razodetje ni možno. To ne pomeni, da je razodetje se zgodilo, kajti ko nekdo sprejme razodetje, je to že v veri in tukaj nastopi teologija in tudi on piše teološke stvari. Zato on ostaja pri tem, kaj je filozofija, kaj je teologija. Ampak filozofija nam odpira na poseben način pot, ker nam pokaže, da smo pravzaprav v odnosu do presežnih fenomenov. Medtem ko nekdo, ki pa potem vzame, ki pa verjame v to razodetje, pa pravzaprav v to vstopi in seveda Marion potem tudi pravi, ta instrumentarij teh 4 nasičenih fenomenov lahko uporabimo tudi za teologijo. Ker on pravi, tudi ko se Bog razodene, lahko prav tako rečemo, da je to dogodek, da je to obličje, da je to, če želite, utelešenje in da je to, kaj še četrta stvar, ja, tudi sijaj veličastno. Mimo, da nisem vedel, kaj četrti je bil umetniško delo. Ker umetniško delo je tudi nek fenomen, ki ga ne moreš nikoli izčrpati. Ampak je drugače neizčrpen, kot je obraz drugega. In s tem zaključujem, kaj sem hotel s tem povedati, da ta obrat k religiji je dosti bolj subtilen, kot bi to utegnili reči. Ne gre za tisto klasično postavitev od razsvetljenstva dalje, da je treba tudi filozofijo sekularizirati, tako kot je bilo treba, imamo profesorja zgodovine, ki zelo dobro ve, kako so Francozi, kaj je bila njihova sekularizacija, najprej bo treba vzeti klerikom imovino, da bo postala posvetna, in nekaj podobnega se je potem to preneslo, tudi v filozofiji treba to preko izključiti. Ampak še enkrat, tudi upam, da ste začutili, da tukaj ne gre za vprašanje, gre za vprašanje naše stvarnosti, gre za vprašanje presežnosti in v tem smislu, rekel, ima to tudi neko domovinsko pravico v filozofiji. Hvala za vašo pozornost.